V sredo. Gost športno-pogovorne oddaje v sredo, tokrat Rok Možič, 20-letni slovenski odbojkarski reprezentant, eden tistih, pred katerim je zares svetla prihodnost, tako v članski odbojkarski reprezentanci Slovenije, kot verjetno tudi v odbojkarskem svetu nasploh. Rok, pogovarjava se daleč od doma, ampak načeloma ste to odbojkari kar vajeni, ne? Da ogromno potujete, ta potovanja, kaj prinesejo, samo utrujenost, tudi kakšno lepo izkušnjo, kaj drugega. Pa moram reči, da veliko ljudi si misli, vi pa greste vse te kraje z Brazilija, to pomeni Filipini, zdaj Poljska, potujete veliko, ampak ni to zdaj, da bi ravno šel na dopust. Tako da jaz bom rekel, vse daljša potovanja, ki sem jih naredil, so bila z ekipo, tako da je tega kar dosti. No, moram reči, zdaj pač to neko, bomo rekli, krajše potovanje na Poljsko, prej pa 2 zelo dolga, tako da ni tako enostavno. No, to menjavanje časovnih pasov, 10 po 11 ur na letalo, ko vemo, da smo večina nas je 2 metra ali pa še več in je kar težko, no, tako da se moraš malo privaditi na to vse, ampak če na koncu pogledaš, je pa za vse ekipe dokaj podobno, no. Mislim, da naredijo tako, da pač vse ekipe grejo na neko daljšo potovanje, pa na neka krajša, tako da, kar se tega tiče, imajo vsi težave, ampak se navadiš, no, in je pa seveda fajn tudi potovati malo okoli, pa ko pride kak prost dan si kaj pogledati mesto ali pa če si na plaži. Predstavljam si, da kakšni starejši igralci več počivajo, veliko so že videli, ne nazadnje se prizorišča tudi kar ponavljajo. Pri vas pa je verjetno še kaj energije za kakšen sprehod, za kaj pogledati. Ste kaj videli v Braziliji, na Filipinih, kaj omembe vrednega, kaj kar vam bo ostalo v spominu? Pa moram reči, da v Braziliji smo bili v tem glavnem mestu, ki je v tisti naši okolici ni bilo nič kaj, skoraj bolj kot ne hoteli in pa veliko cest, en shopping center, tako da tam res ni bilo nič kaj. Edino, ko smo šli na trening, smo videli te neke njihove klube, se rečejo, imaš vse žive športe, to pomeni odbojko na mivki, mislim tenis na mivki, plavanje, dvorano za, pač mi smo trenirali, imaš pa tudi še vedno za ostale športe, tenis, badminton, ne vem, vse živo in pa seveda je bilo ob jezeru, tako da tisto je bilo res lepo. Kar se pa tiče, da bi videli kaj mesta, pa nič kaj. Na Filipinih smo tudi bili v takem predelu, da so bolj kot ne bili samo velike stolpnice, hoteli in pa je seveda zunaj tako vroče, da ti kar mine do življenja po 20 minutah hoje. Teda smo šli, bomo rekli, pogledati, neke shopping centri so bili v okolici, enkrat smo šli tudi jesti v steakhouse, bi bilo vrhunsko, tako da nekaj smo imeli od Filipinov, ampak nekaj dosti, bomo rekli, od turističnega vidika. To je posebna mladostniška izkušnja, ne? Pri 20 letih doživljate vse, kar nekateri nikoli ne doživijo, po drugi strani je pa to specifična mladost. Kako doživljate to svojo mladost, tudi recimo v pogovorih potem z vrstniki? Predstavljam si, da imate še ogromno prijateljev v Mariboru, da še vedno tam neka družba, s katerimi se slišite, ko je čas, da se ujamete, ampak verjetno gromozanska razlika od tem, kako profesionalni športnik doživlja svojo mladost in kako jo doživlja običajen mladostnik. Vse ima svoje prednosti in slabosti, no, bom tako začel, tako da pač, nekateri zagotovo tega ne bojo izkusili nikoli, ki se ne ukvarjajo športom, ali pa vsak šport je na koncu nekaj posebnega za sebe, kar se tudi tiče teh potovanj in vsega, je pa malo manj prostega časa, no, pač z mojimi prijatelji, jaz sem zdaj bil to celo leto v Italiji, so prišli sicer dosti krat pogledati in sem res vesel, da je blizu, pa da si vzamejo čas za mene, zdaj pa, ko prideš domov, si mogoče kaki dan, 2 vsakič doma, potem pa pač nadaljuješ za treningi ali pa s potovanji, vmes pa kakšen teden ali pa 2, odvisno koliko nam bo zdaj selektor namenil časa za počitek. Teda ni tako enostavno, ampak moram reči, da jaz uživam v tem, rad to delam, rad igram odbojko, tako da je tudi fajn in ena lepa izkušnja. Pogrešate kaj od teh mladostniških izkušenj? Ne vem, šolanje morda niti ne, ali pač, ne vem, morda kaj drugega, običajno življenje, praktično ga sploh niste imeli možnost izkusiti, prej verjetno v osnovni šoli in še kasneje, mogoče na začetku srednje, ampak potem je pa to se končalo, ne?
pogrešate kaj od tega? Če po pravici povem, mi je takrat tisto pol leta, pa takrat, ko se je začela korona, mi je kar dobro delo v pogledu na vse, kar se je dogajalo. To pomeni, takrat se je malo ustavila šola, smo imeli malo več počitka, bila je zelo naporna sezona z veliko tekmami, matura, tako da vse skupaj se bi, jaz mislim, zelo skuplo in bi znal biti tudi, ne da bi zdaj pač rekel, ampak kakšna poškodba ali pa karkoli, in je res, se mi zdi, da mi je tisto prav pasalo in dalo še nekaj več, da sem tistem obdobju lahko naredil veliko fizično in pa druženja s prijatelji, ki pa je zlata vredno, tako da tisto je bilo res eno lepo obdobje, veliko stvari, ki jih mogoče drugače ne bi, različnih športov, malo več morja in pa tudi, bomo rekli, ena, tako sem rekel, daljša pauza, potem pa daljša priprava na novo sezono in je bilo vrhunsko, tako da tista mi je dalo veliko, zdaj pa seveda pač malo pogrešaš to neko navadno najstniško življenje. Ja, nenazadnje zanimiva izkušnja za vas tudi, kako ste delali avtomobilski izpit, ne? Začeli, potem pa se vse odvilo prehitro, pa Italija, pa ne končali, zdaj Rok Možič že ima izpit ali še ne? Rok Možič, zdaj ko se vrne iz Poljske, je že prijavljen na izpitno vožnjo, tako da 20 ur že imam, še verjetno 6, nekaj tajega jih bom naredil v tem času, potem pa v ponedeljek, no zdaj pač bomo videli, mogoče še bo treba to kaj predstavljati, odvisno od zadnje tekme, upam in se nadejam, da mu bo uspelo, tako da, kar se tega tiče, je bilo nekaj težav, prvo, takrat v tistem obdobju je bilo veliko v šoli, ko sem jaz bil 18, veliko tekem, ni bilo niti kaj časa, potem ta korona, ki vemo, da se je vlekla kar nekaj, ko avtošole sploh niso delale, veliko dejavnikov je bilo, malo lenobe, to je pač treba priznati tudi vmes, ko je bilo čas, pa se nisem spravil. Zdaj pa ta Italija, ki pa so mi v bistvu ne da forsirali, ampak sem sam prosil, če bi lahko tam mogoče, pa je problem, ker bi mogel še enkrat delati ta CPP, ki sem ga že opravil, pa je v italijanščini samo možno in bi verjetno bi mogel zelo dobro in natančno znati, pa se naučiti, da bi lahko tam naredil. Zdaj pa se je tako poklopilo, da smo, mislim, poznamo enega, ki dela to meni v avtošoli in me je takoj vzel že vožnje z prve, ko sem prišel iz Verone. Zdaj vsakič, ko prijem domov, 1, 2, 3, 4, pač koliko je mogoče in evo, prišel sem do 20, zdaj par še zagotovo in upam, da potem to naredimo eno kljukico. Ja, taksi oče, taksi mama, kdo je bil bolj upleten, kako sta dojela to, ne? Ker razdalje pa niso majhne. Verona je blizu, pa je super, ampak ni pa tako blizu. Moram reči, da zagotovo je taksi Ata number one, potem pa vsi soigralci, prijatelji, pač vsi, ki imajo izpit, vedno prav pridejo. Lahko rečem, da sem v srečo, da v Veroni je bilo tako stanovanje pozicionirano, da nisem imel težav, da je bilo blizu, to pomeni blizu dvorane, blizu centra, vse ostalo, kar pa je bilo, so pa bili soigralci res zelo dobri z mano, pa mi pomagali v vseh trenutkih. To sem se jim že večkrat res lepo zahvalil, tudi ko smo bili za kakšne akcije, da gremo na kakšen izlet, so bili vedno za me, mi pomagali, prišli po mene. Zdaj pa upam, da v prihodnje, ko to upravim, ne bom imel več teh težav in mi vsi obljubljajo, da bom jaz njihov voznik. Ja, nekaj izkušenj nabiral tudi na cesti. Te izkušnje, ki ste jih dobili z selitvijo v Verono, vem, da ste skrbno izbrali klub, tudi z očetom ste imela kar dobro začrtano pot, niste hiteli v Mariboru, dokončali šolo, vse, predtem ste se preselili v Verono, ampak Verona sama po sebi je klub, ki recimo je pozicioniran nekje v sredini italijanske lestvice in se zdi dobra odskočna deska, po drugi strani pa človek nikoli ne ve, ko pride v ta klub, kaj ga čaka. Kako so vas sprejeli, soigralci, okolje, ne nazadnje še zelo specifičen, malce neobičajen trener, ki je za marsikoga bil tudi že trn v peti, ampak na koncu se je za vas kar dobro išlo. Pa ja, lahko rečem, da sem vesel, da so trenutno vse odločitve, bomo rekli, neke so šle v pravo smer, tako kot smo si zadali. Tudi tisto, ali bom še eno leto ostal v Mariboru ali ne, ko je bilo potem po 28 letih vrnemo naslov, je bilo tako, če bi bili drugi, bi mogoče imel neka vprašanja od zadaj, ali je bila to napaka, da sem še ostal, bi mogoče bilo boljše v tujini, potem pa tako zmagaš, ne moreš lepšega. Žal pač Liga prvakov še nisem igral, tako da to že imam tudi poslušam od soigralcev iz Maribora. Ja, evo, mi smo pa pred tabo Ligo prvakov igrali, ampak vseeno, jaz sem zelo zadovoljen, da sem se potem tako odločil za Verono. Veliko je bilo nekih vprašanj, pogovorov, kaj bo najboljše za mene.
tako da zaenkrat sem zelo zadovoljen in sprejeli so me pa res lepo. To meni po Evropskem prvenstvu v bistvu sem imel mene 2-3 dni fraje skoraj nič, potem pa kličejo, ja, imaš neke teste, moraš priti čim prej, ko lahko, in prvi dan pridem, dajo me na bicikl, to, ko moraš goniti do nekih vatov, da vidijo tvoje srce, vse te preglede. Potem sem šel na fitness, potem pod fitnessu samo s trenerom jaz za 1 uro pa 15, niti malo počitka in takoj na trening tekmo, tako da je bil tisti teden, ko sem prišel, mislim, sem igral kar 3 trening tekme v 4 dneh, nekaj takega. Je bilo zelo naporno, ampak sem se takoj, bomo rekli, dokazal in so mi začeli zaupati od začetka, ker pač vemo, da neki prvi vtis je kar zelo pomemben, ko prideš na novo, da vidijo, pač te tudi drugače gledajo na tebe, če takoj odigraš wow in si nekaj posebnega, kot pa pač si en povprečni igralec v italijanski ligi. Kar se tiče trenera, pa ja, bomo rekli, da slišiš dosti zgodb, dosti stvari zaenkrat in se nadejam, da tudi v prihodnje imamo dobro komunikacijo, tudi dal mi je že veliko stvari, dobro se trenira, to vejo vsi. Je pa zagotovo naporno, ampak jaz mislim, da pač vsaki trener gleda malo drugače na neke stvari, to pomeni tudi ima svoje, bomo rekli, dobre in slabe strani, tako kot imamo tudi vsi igralci, vsi ljudje in nadejam se, tako kot sem rekel, na še naprej dobro sodelovanje. Ja, italijanska liga je morda, ne bomo rekli zdaj najmočnejša, zato ker je kar nekaj lig zelo močnih po svetu, ne nazadnje tudi recimo brazilska, odkudar prihajajo občasno svetovni klubski prvaki, pa imamo rusko, pa imamo poljsko, ampak je pa italijanska liga morda specifična v tem, da veliko da na svoj imič, na pogled, zelo se trudijo biti prisotni v medijih, zelo se trudijo biti prisotni v okolju in Verona tu tudi kar dobro izstopa vedno z posameznimi akcijami, okoljem. Kakšno je doživetje, ko prideš v ta klub organizacijsko, ne? Te primerjave praktično ni nikjer, ne? To je, kot bi rekel, nek drug svet v odbojki, morda še najbližje Poljska, ampak mislim, da tudi ne tako izrazito. Pa jaz bi rekel, da je italijanska, tako kot si rekel, veliko je dobrih lig, veliko je dobrih klubov, ki zagotovo pač v nekem trenutku lahko vsak premaga vsakega, tako kot si rekel, na svetovnih klubskih prvenstvih zmagujejo Brazilci, Poljaki, Rusi, Italijani, teda kar se tega tiče, res težko zdaj pač izpostaviš, ampak se pa najbolj govori, bomo rekli, o tej italijanski ligi. Se mi zdi, da največji korak naprej, zdaj ne vem, koliko je v ostalih, ampak tako se mi zdi, tudi na tej taktični pripravi, veliko video analiz, zelo se dobro analizira nasprotnika. To pomeni, ti ko priješ kot nekdo novi, te pač noben ne pozna in točno ne ve, v katerih trenutkih, potem pa te preučijo res do malega prsta in tudi pri meni se je to poznalo. Na začetku sem bil pač en mladi, perspektivni igralec, niso vedeli, kaj bo pričakovali, kdaj bom dobival žoge, kaj so moje prednosti, kaj moje slabosti, pa vedno bolj, ko gre proti koncu sezone, je seveda malo utrujeno vse skupaj, pač jaz sem še imel potem težave s poškodbo, bili smo bolani, to se pač vse pozna, ampak vidiš, da že prepoznajo, kje si dober in kje si slab in te preučijo v nulo. Tako da, kar se tega tiče, jaz mislim, da je italijanska liga najboljša na svetu, lahko rečem. In pa ja, imič si pa delajo zagotovo Italijani na splošno v odbojki, bomo rekli, tudi v reprezentanci smo dosti krat slišiš tako, ja, mi smo pa Italijani, mi smo najboljši. Kar se tega tiče, ne zdaj naduto, ampak pač vejo, poznajo svoje kvalitete in se cenijo, bomo rekli, visoko. To, ko smo se pa pogovarjali o Veroni, pa ja, en korak naprej organizacijsko ali pa celo več korakov proti Mariboru, pač to je jasno. Je pa seveda še veliko rezerve, klub je na novo zgrajen, klub je že dolgo, ampak se skozi spreminja imena, vodstvo, trenerji, igralci. Tako da pač jaz mislim, da je še tu kar nekaj rezerve in pa sploh, če primerjaš proti najboljšim klubom, koliko vidiš potem, kaj imajo oni vse možnosti, od, ne vem, avtov, prehrane, dvorana, fitness, ledena kopel, sauna v garderobi in take stvari. Tu so še rezerve, ampak mislim, da zdaj že naslednjo leto bojo naredili kakšne spremembe in dvignili to vse skupaj še na eno raven višje. Odločili ste se, da tudi podaljšate pogodbo z Verono, še preden se je ta iztekla. S tem se je zaščitil klub, vaš status pravzaprav na vse zadnje tudi, v primeru kakšne poškodbe ali kakšnih težav. Po drugi strani pa verjetno s kakšno vejico, drobnim tiskom, da če pride nek interes kakšnega kluba,
da se lahko ta pogodba tudi odkupi. Ne? Nikoli ne veš, kako hitro bo šel vaš napredek, kako hitro se bojo stvari odvijale. Zakaj je v bistvu tako zgodna odločitev o podaljšanju pogodbe? Ja, danes vemo, da ko se en od teh predsednikov zmeša in reče, jaz tebe hočem imeti, imajo dovolj denarja, da pač tudi to pogodbo na koncu odkupijo. Tako da zdaj, če bom jaz 3 leta tam ali ne, to bomo videli šele na koncu. Odločil sem se tako, zdaj, tako kot sem rekel, zaenkrat so vse moje odločitve, bomo rekli, šle v pravo smer, so bile dobre. Tudi zdaj je nekaj dvoma iz vseh strani, zakaj pa to, zakaj tako dolgo, ne bo ti v redu, Verona je nekje na sredini, ti želiš zmagovati, hočeš biti najboljši. Ampak jaz sem se pač tako odločil na koncu, ker imel sem še tako 1 leto, predstavili so mi lepo zgodbo v klubu, da se ne zavrtelo okoli mene, ampak da sem pač jaz enih pomembnih členov in si želijo pač nekaj narediti. Pripeljali so malo boljše igralce, večje financ in zagotovo si pač že zdaj v naslednjem letu želimo z Verono iti malo višje. Koliko pa je realno, pa bomo videli, ko se bo začelo. Vemo, da pač je ekip veliko, ki lahko konkurirajo. Na koncu ti prideš prvo zagotovo v play-off, potem pa, ko si enkrat tam, če prideš kot 8., 7., naletiš na, ne vem, Lube, Peruggio, Modeno, Trentino, karkoli. Mislim, če hočeš biti en izmed favoritov, moraš premagati enega najboljšega, tako je pač jasno. Ker verjetno celo leto težko igraš na tak visokem nivoju, da bi bil 1., 2. ali pa 3. Vsaj tako je zdaj moje osebno mnenje, bomo pa videli, kako bo realno stanje. Zdaj pa, potem bomo pa videli naprej, pač tako sem rekel, meni je bila všeč zgodba kluba, dober odnos s trenerjem, pa tudi ko ti prideš enkrat v to eno izmed najboljših ekip, si pač en izmed članov, dajo ti neko, bomo rekel, malo večjo cifro še verjetno, kot bi dobil Veroni in reče, ja, zdaj pa ti, ker dobiš toliko, ti moraš pa zdaj zmagati sam prvenstvo in pač to pa vemo, da v športu ne deluje tak. In mislim, da se tu dobro počutim in dokler sem dobro počutil, zakaj pa ne. Seveda pa si želim enkrat ali pa že v prihodnjih letih osvojiti italijansko prvenstvo. Če imamo v mislih odločitev, o kateri sva zdaj govorila, se zdi navezanost zelo pomembna. Najprej navezanost na Maribor, prideš v novo sredino, navezanost na novo sredino in kar se potem pri profesionalnih igralcih kaže, tudi tisti, ki so dlje časa v neki sredini, dobijo neko vrste potrditev ali pa, bom rekel, neko priznanje okolja in se ceni tudi to, ne, da si pripravljen narediti nekaj več za neko sredino. Je to povezano tudi z navezanostjo, s tem, da ko se nekje dobro počuti, da ne želite menjati tega okolja? Ja, zagotovo je to povezano z navedanostjo. Pač vedeli smo, Maribor je vseeno nekaj drugega, je moje domače mesto, vsi moji ljudje, domoljubna familija, prijatelji, dosti poznancev, družinski prijatelji, babice, dedeki, to meni vsi možni, so pač tam in tudi moj prvi klub in tako sem rekel, na koncu se je res tako lepo vse izteklo, da smo še osvojili naslov. Zdaj pa ja, že preden sem šel v tujino, to meni pač v Italiji je bil cilj, je bil neki plan, da zdaj pač probamo poiskati neki taki klub, ki bo moče tudi na dolgoročno neka rešitev, ker se mi zdi, da tisti igralci, ko menjavajo po vsako leto, greš tja, malo tja, pol še sam ne veš, kaj bi zdaj rad. Ok, če greš ti iz najboljšega kluba v Italiji, najboljši klub na Poljsko, v redu. Zdaj pa, da bi jaz se menjaval tak, pa malo igraš, malo ne igraš. Zaenkrat pa sem zdaj, tako sem rekel, zasidran, mogoče je to dobro, mogoče slabo v Veroni, počutim se dobro, ljudje so me lepo sprejeli, to pomeni, vejo, kaj so moje kvalitete, jaz vem, kaj lahko pričakujem od njih, to pomeni, vse, kar rabim, je na voljo in tako sem rekel, zdaj že v naslednjem letu bomo videli, kaj lahko naredimo več in pa mogoče tudi neka lepša zgodba, ki pa na koncu karijere, zdaj to je še upam, da daleč za mene, se mi zdi, da si to bolj zapomnijo ljudje in pa tudi sam si zapomniš, evo jaz sem pa bil, ne vem, 5 let v Veroni, pa smo šli počasi, na koncu rečeš, evo si osvojil v nekem najboljšem scenariju, pa si to zapomniš bolj, ko pa zdaj ali bi vzel tistih 10, 20, 50 tisoč evrov več, ko pa nekje druge. Če veste, kje se najbolje je v Veroni? Moram reči, da italijanska hrana je meni res vrhunska, pač vse dokaj podobno Sloveniji, mogoče te testenine, pa neke stvari, pica, še malo na višjem nivoju, tako da, kar se tega tiče, mogoče sem dobil tudi kako kilo, 2 na začetku, ker mi je bilo vse, wow, jaz bi pa to, mogoče kaj sladkega, pa veliko je restauracij dobrih, imam pa eno, bomo rekli,
favorite pizzerijo, pa eno za testenine, ki v bistvu vidiš pred tabo, kot naredijo domače, ki so na kilo nekih 30 €, v glavnem zelo drage, ampak ti pripravijo na različne načine in je vrhunsko. Odlično. Rok Možič, gost tokratne športne pogovorne oddaje v sredo, nekaj predaha, potem pa se vrnemo še na temo o reprezentanci. Like the bottom of a toothpaste tube, blue suede shoes, one missing a shoelace to it, 2 new chains, you can call me 2 chains, ropes hang like Hussein's new, yeah they let the fruitcake loose and it goes, 1 for the trailer park, 2 for my baby mom, 3 for the tater tots, 4 if you ate a lot, 5 if you came to rock, straight up while I'm shitting on my comp, I'm about to use the John, like Ray Coupon, money like a scroll, my paper long, longer than it takes a blonde to put a makeup on, cause me and Elvis gel together like cellmates, yeah, this the jailhouse. I don't give a damn about the thing you say. I just wanna feel like a king today. And if you don't like it, you just sit and spin. Middle fingers up, we about to do it all again. This operandi, bottle of Blondie. Top 5 since I discovered peroxide. Yeah, since I got signed, I went from Popeyes to Jack and the Bean. I'm watching my stock rise. These little attention seekers, I'm finna treat them like diabetics. Got them all on pins and needles, just like Ozempic meaning. Yeah, these little crooks the finger. And when I stick this thing up, it's higher than Wiz Khalifa. Soon as he lit the weed up, as I go pick and speed up, like I was finna re-up. Rap is my new evidence, and it's how I treat it. Still going toe-to-toe, I'm still boxing with all my demons. But a couple zero bars and I'm Danny Gar. See ya, been stunting on you from the jump like Evel Knievel. Back in the cut and stacking chips up like a can of Pringles. Sometimes I feel like P-Rose, I got so many hit singles. I barely have any wrinkles, you sleeping on me like I'm zero. So I don't give a damn about the thing you say. I just wanna feel like a king today. And if you don't like it, you just sit and spin. Middle fingers up, we about to do it all again. then it goes 1 for the trailer park, 2 for my baby mom, 3 for the tater tots, 4 if you ate a lot, 5 if you came to rock and you never gave a fuck. Middle fingers up, we about to do it all again. I stole black music, yeah true, perhaps used it as a tool to combat school. Kids came back on some bathrooms. Now I call a hater up a day, cause they mad but they can't do shit. And I know I'm such a con, and it must be fuck with ya to know I up and quit the prescription drugs and liquor. And yet my buzz is bigger, still wrapping circles around you like a boa constrictor. Break it down. Now I'm about to explain to you all the parallels between Elvis and me, myself that seem obvious. One, he's pale as me. Second, we both been held as king. He used to rock the jailhouse and I used to rock the shelter. We sell like Velveeta shells and cheese. But y'all misdemeanor me back when I had felonies. That went over your head because you just fell on these. You just literally knelt to me. I used to have no self-esteem. I used to cry myself to sleep. Honestly, I need doubters because you motherfuckers motivate me to make you look stupid. Believers, a little faith is all I seek from you. All I need to do is hear you say the same. My father said to me when I was just a week or two, Marshall, I believe in you. Stupid. No more Guinness out, but my belief in myself once again is stout. So many world records I'm Guinness out. Shit you say goes in and out my ear canal, so either my hearing's out. I don't give a damn about the thing you say. I just wanna feel like a king today. And if you don't like it, you just sit and spin. Middle fingers up, we about to do it all again. V sredo. Rok Možič, tokratni gost športno pogovorne oddaje v sredo. Prvi del je bil bolj o vas, o vaši karieri v klubskem pomenu. Zdaj pa čas, da se dotakne vaše reprezentance. Omenili ste, da vas je super sprejelo okolje v Veroni, da ste se zelo dobro počutili od samega začetka. Prepričan sem, da to enako velja za slovensko člansko reprezentanco. Kdo je bil najbolj navdušen, ko ste se priključili reprezentanci in kdo najmanj, po vašem mnenju? To pa je zdaj kar težko vprašanje. Ampak tak vaš vtis? Pa jaz mislim, da kar z tega tiče imam najboljšo komunikacijo z Vinčičem. Pač jaz, ko sem bil mlajši, sem bil ene parkrat s temi fanti, zato ker je moj ata bil pomočnik trenera, ko je bil Iztok Šela in je že takrat sta tudi Vinčič pa moj ata imela dobro komunikacijo, zdaj pa me je kar hitro, bomo rekli, zdaj za svojega. Tudi s Tinetom smo nekako si bila vedno dokaj blizu. Zdaj najmanj pa težko rečem, ker takrat prvič, ko sem bil 16, prvo sploh nisem vedel, kaj se dogaja, zakaj sem jaz tu, kaj delam in niti nisem poznal, poznal sem vse fante, vedel sem, da so, niso niti po moje oni mene poznali, bili so še tudi eni
bomo rekli, takrat sem bil v sobi z Danetom Mijatovičem, ki je, ne vem, kdaj, če je bil prej bil kar v reprezentanci, ampak potem ga ni bilo več, tako da je tudi to bilo taka, za tisti en teden je bilo zanimivo, tako da zdaj kdo je bil najmanj, pa ni, težko rečem. Niti ni pomembno. Morda v spominu ostal kakšen pogovor s kom od teh fantov, z teh izkušenejših na začetku, ko ste prišli. Kakšen je bil prvi pogovor recimo s Tinetom Urnovtom? Ali pa s kom drugim? Kakšen nasvet, ki vam je ostal v spominu, kakšna misel, ki se je utrnila, ali je to vse zelo spontano, počasi potekalo? Pa moram reči, da takrat res tistič, ko sem bil prvič, ni bilo nič kaj, tak je bil tisti prvi teden, se tako vemo vsi, ko se začnejo priprave, gre malo počasi, ta neka tehnika. Niso se še niti take neke stvari, teh 6x6 dogajale, da bi sploh mi še kdo kaj, pač seveda dobiš na svete, na sprejemu, v napadu, greš tak po zalet na servisu, kar se tega tiče, ampak to ti se mi zdi vsak pomaga, tudi bolj kot ne iz trenerske strani. Potem pa vedno bolj pač tudi reprezentanti in pa vidijo pač koliko zdaj z leti več pomenim, mislim, se mi zdi za to reprezentanco in je vedno pač največ pomoči, ampak pač se tudi več stvari pogovarjamo glede v igri, glede nekih stvari, kako mora funkcionirati komunikacija in te stvari, tako da pač najbolj glavni, kar se ga tiče, je zagotovo Tine, pač je pravi kapetan in pove dosti, tudi meni pač želi pomagati čim več, kar se da, tako da so res vsi fantje super in vedno pripravljeni pomagati. Ste že recimo del teh mini sestankov, ko se pogovarja, ko se delajo načrti, ali vendarle je še novinec v tisti obliki besede, kjer seveda čaka, ve, kaj ima za storiti, ampak kar še na distanci? Moram reči, da na začetku zagotovo ne, pač ti si najmlajši, niti take neke stvari te se ne tičejo, tako da ni zdaj to, da bi rekel, da niso člani ekipe, ampak vseeno pač so starejši, že toliko tu vejo, kaj rabijo, kaj je treba vse povedati, tako da niti mene niso hodili s tem obremenjevati. Zdaj pa ja, seveda malo bolj, no tako sem rekel, vedno, ko je večja moja vloga, vedno bolj se tu pač priključuješ zraven, tudi že imam kako besedo jasno, da lahko kaj povem, tako da vedno bolj se mi zdi z leti, pač vse tako se mi zdi normalno v vseh ekipah, vseh reprezentancah. Letos se je sestavila novič celotna reprezentanca, vrnil se tudi Mitja Gasparini, lani smo ugotavljali, kaj in zakaj, vedelo je se, da morda odnos s prejšnjim selektorjem pri njem ni bil najboljši. Kakšen je pravzaprav Mitja in kakšna je sploh lahko še njegova vloga tu, ne? Vsi vemo, da zaradi let in pa pozicije igre, ki je še toliko bolj obremenjujoča pri njegovih letih, verjetno nikoli ne bo več eden glavnih na igrišču, ampak ima nekaj v sebi, ne? In to ste verjetno občutili vsi. Ja, moram reči, da sem vesel, da smo vsi skupaj nazaj, to pomeni, pozna se res pač Mitja Gasparini, ne toliko zdaj, nažalost več, koliko lahko da na igrišču, ampak tudi izven na treningu, ta neka dobra volja, motivacija, malo neke, kako bi ste mu rekli, na igrišču, prcanja in teh nekih stvari, pač vidi se, da je najstarejši, da ga vsi spoštujejo in mislim, da je veliko vreden za to ekipo, čeprav ga ni več toliko na igrišču. Imate kakšno posebno zadolžitev? Na začetku verjetno so bile to, ne vem, dresi, kaj drugega, je zdaj še kakšna, ali se je to že umirilo? Kot najmlajši? Ja, mislim, malo sreče je bilo, ker zdaj, ko smo začeli s pripravami, nisem bil najmlajši, sta se pridružila še dva mlajša, to da je bilo kar, bomo rekli, ne fajn, ampak tako, ja, to pa ne rabim, ja, super, to bo ta vidva, dajte to, ne da zdaj jaz komandiram, ampak zdaj pač to ni več moja naloga, ne. Zdaj pač sem se spet vrnil v vlogo najmlajšega, pa koliko kaže, bi še lahko bil, ali pa tudi ne, no, želim si, da se pridružijo še kakšni mlajši, pa ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker vem, da imamo potencial v mlajših, naloge pa za najmlajše vedno ostanejo in pa zaenkrat sem še vedno jaz zadolžen za njih. Ja, in te bodo ostale še verjetno kar nekaj časa, vsaj v letošnji sezoni. Ko ste na igrišču, ko funkcionirate znotraj nekih sistemov, je vsele pomembna komunikacija med igralci. Ta komunikacija, vse v slovenski reprezentanci se zdi na zelo visoki ravni, ker ste že v osnovi zelo povezani. Kaj se vam najbolj dopade v tej komunikaciji, recimo tudi, če jo primerjate z Verono, s čim drugim, kaj tisto, kar je posebno znotraj te komunikacije, pa morda kje je tudi še prostor za napredek?
Jaz moram reči, da vedno rabiš ti enega, bomo rekli, glavnega, pa ne koliko glavnega igralca, da daje največ točk, ker ta ni nujno vedno najboljši za ekipo, tako pač vemo, da pač zaropota, pa karkoli pred tekmo vsakič pove. Ne vem, tudi ko bo v težkih trenutkih držimo skupaj, držimo se tega, da ne grešimo 2 servisa zapored, lahke žoge ne padajo, podajamo si na mrežo, vse neke take stvari, tako kar se tiče tega, pa če Tine res pravi kapetan, ni kaj za reči. Je pa v vseh ekipah se mi zdi tak in rabiš to, ker bolj ko si ti brez nekega sistema, ko igraš dobro, to je lahko reči, tako je vedno, pač igraš zato, ker ti vse gre, ker letiš, problem je, ko enkrat neha, potem pa ne veš več, samo se vsi začnejo gledati, ti si kriv za to, vsak gleda mogoče bolj, tako sem rekel, na napake od drugih, tako da neki sistem in pa enega, ki je glavni na igrišču, ali pa tudi mogoče 2, se vseeno, da malo se povezuje vse skupaj, zagotovo rabiš in to v tej naši reprezentanci štima ali pa je na visokem nivoju. Vidite sebe kdaj v tej vlogi? Ja, zagotovo, jaz se rad vidim v tej vlogi, tudi pač takoj kamorkoli pridem, tako sem prišel v Verono, probam reči, daj v ključnih trenutkih bom prevzel odgovornost, ni problema, ti samo mi podaj vse, kaj lahko in bom jaz probal rešiti. Teda pač, ampak to neko zaupanje si moraš ustvariti, ni to zdaj, ker da bom jaz prišel tja pa rekel, ja, zdaj pa sem jaz glavni, dajte mi vse, jaz bom vse povedal, pač vemo, da tak ne gre, tako da skozi neki čas si moraš ustvariti to zaupanje, da ti igralci v igri zaupajo, da verjamejo v to, kaj govoriš, ker ti pač lahko govoriš, kaj hočeš, na koncu pa če oni si mislijo, kaj je to, kaj ta bluzi, jaz vem boljše, kak je prav, je pač težko, tako da to moram, tako sem rekel, Tine ima to in tu se pač vidi, da mu sledimo vsi ostali. In ja, si želim biti v tej vlogi zagotovo. Večkrat podarjamo, da imamo 2 zelo dobra organizatorja igre, ki pa sta si različna, pa težko razložimo, kako različna. Morda vi to laže poveste, kako različna sta si, če v igri Gregor, če v igri Dejan. Govorimo dejansko o tistem, kar vi občutite, igralci na igrišču. Pa jaz vedno pravim, da podajač mora biti, bomo rekli, ne zahrbten, prefrigan, kak je sploh pravilna slovenska beseda, da proba vedno nasprotnika nasrad, bomo rekli, da ne ve on, kam bo žoga šla, to pomeni vedno neko finto in kar se tega tiče, pač je meni Vinčić res taki pravi karakter za to, malo zajeban, tako da pač mora biti. Gregor je pa, bomo rekli, dober, včasih celo predober, no. Teda sta, tako smo rekli, dobra, ampak je, kaj se tiče karaktera in pa tega vsega, sta dokaj različna po tipu podajača. Tudi Gregor v nekih trenutkih pač je, bomo rekli, bolj natančen, ampak igra bolj enostavno. To pomeni to, kot smo videli tudi lani v VNL-ju, ko je pač nam šlo napadalcem na kolih in pa sprejem, je Gregor igral vrhunsko, smo lahko igrali s kem smo hoteli, potem pa, ko enkrat pridajo na koncu te Final Fouru Poljaki in pa Francozi, ko začnejo nabijati servis in imaš ti sprejem, pač ker ga držiš bolj stran, da ne bi delal napak, je pa bilo igra dokaj enostavna in te, ko pa veš, ko dvakrat ali pa 3 grejo 3 blok po 2,5 metra, pa ni tako enostavno bolj več zaključevati, tako da iz tega vidika je, bomo rekli, Vinko na neke stvari, mislim, rabiš to neko spremembo, bomo rekli, se mi zdi, da se na koncu dopolnjujeta, zdaj to pa mora več trener oceniti, da je zdaj čas za neko spremembo, da bo boljše za celo ekipo. Morda še vaš vtis o novemu slovenskemu selektorju, zanimiv karakter, zanimiva osebnost, zelo miren, vsele vljuden, ampak verjetno nekaj je v njem ali pa nekaj je tistega, kar morate pa igralci počrpati iz njega, da bo ta reprezentanca lahko na koncu uspešna. Kakšen je vaša izkušnja? Vsak trener, bomo rekli, gleda drugače na neke stvari v odbojki, pač vemo, da je zdaj na koncu odbojka, ampak ima neke drugačne, bomo rekli, sisteme v obrambi, bloku, servisu, kakorkoli v napadu, da se igra bolj pametno. Pa če en reče, zdaj pa po 20 točki vse visoke žoge napadamo in to je to, kaj bo lahko da nasloniš, da še odigramo bolj pametno. Pa vemo, kakva je pač naša ta slovenska igra, da smo vedno probali z nekimi šiki roljami in on je po moje prvi tekmi proti Ameriki, ko smo res tudi sam pač igrali na silo, brez neke glave, je rekel, da čaka to našo slovensko igro in drugač pa zelo, tako se je rekel, zelo vljuden, prijazen, ampak mogoče v nekih trenutkih preveč umirjen, bi lahko že zaropotal po mizi, vse smo ga že tudi videli, ampak se mi zdi, da mi rabimo to malo, da nas nekdo še bolj potem počge s tem, ko ti pač pove kakšne, bomo rekli, lepe besede. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da tu še ima možnost
priložnost, ampak mislim, da bomo iz njega izvlekli še veliko in je zagotovo vrhunski strokovnjak. Za zaključek tega pogovora greva pa na plažo, na Mivko, kjer ste tudi blesteli, ampak je bila kdaj sploh dilema dvorana Mivka v teh zaključkih? Vem, da Tine je dolgo časa razmišljal, jaz bi pa igral na olimpijskih igrah, pa če ne drugače, pa vsaj na Mivki. Ampak ko se enkrat začne nekje takšna profesionalna karijera, kot se je tudi pri vas, potem verjetno kakšnega prostora za izlete ni, sploh pa, ker odbojka na Mivki gre tudi bliskovito naprej in če nisi popolnoma predan enemu športu, seveda ne gre do vrhunskih rezultatov. Je to zdaj samo še zabava, pa lep spomin na to, kar je bilo v mladosti ali še kaj drugega? Ja, dosti vprašanje je bilo v prejšnjih letih, kaj ti je zdaj bolj všeč, kaj bi rajše igral, pa vedno se mi zdi, da me je bolj vseeno vleklo proti dvoranski odbojki. Čeprav ta odbojka na Mivki je meni vedno bila fajn, že zaradi tega, ker si v bistvu to je kot neko druženje. Te turnirje, mlajše selekcije, ti greš vedno tja za, bomo rekli, en dan ali pa 2 dni, pa se družiš med tekmami, pa malo igraš, pa se imaš fajn. Vse na koncu vsak si želi zmagati, ampak tudi, da se imaš fajn, se mi zdi veliko pomeni, pa neke destinacije na morju, pa potem ta evropska prvenstva, spoznaš tam neke nove ljudi, nove punce, bomo rekli. To je vedno bilo zanimivo, bolj v odbojki na Mivki, kot pa v dvoranski, ker pač tu na koncu, kaj imaš 8 ekip, koliko nas je tu, imaš 8 moških, ki nam, kaj si, ne, smo pač se poznamo zdravo, poznaš kakšne mogoče iz kluba, tam pa skozi nekaj novega in skozi mešani spoli, bomo rekli, vedno je bilo zanimivo odbojki na Mivki in je bile so zelo lepe izkušnje in če bo v prihodnosti kaj časa, kakšno poletje, fraj, kar močno dvomim, ampak rad igram, je pa seveda moja srtočna zdaj na dvoransko, ker pač vemo, da koliko je reprezentančnih akcij tukaj, ki mi je zagotovo včas, da sem tu zraven, ne moreš pač temu reči ne. Absolutno in odbojka na Mivki seveda je zdaj celoleten šport, trenira se in dela se, gara se praktično, tudi taktično se spreminja ta šport, vedno več je nekih novih prvin. Rekli ste na začetku nekaj pomislekov, kaj vam je bolj všeč, povedali tudi, zakaj vam je bila odbojka na Mivki tako pri srcu, ampak se vam ne zdi morda celo lažje uspeti v odbojki na Mivki, čeprav v Sloveniji ni te tradicije, ampak če pogledamo trenutno najboljše ekipe, to so Norvežani, imamo Nemce, Švicarje, Švede, dobro, tudi Brazilce, Američane seveda, ampak govorim, da se da tudi iz držav, ki nimajo tradicionalno razvite najboljše odbojke, pa priti do samega vrha. Ni tu morda vzkliv kakšen ta tekmovalni imperativ v smislu, ja, morda pa bi bil tu lahko najboljši na svetu. Pa jaz moram reči, da zagotovo je lažje, če pogledaš iz tega vidika, ti rabiš poleg sebe, če si dovolj motiviran in želim samo še enega takega, ko pa tu, ko jih rabiš 7, ne, na koncu, pa še ostale, da z njimi treniraš, pa še trenerja, pa štab, pa vse dobro, to rabiš tudi tam, ampak iz tega vidika moče lažje, če pogledaš samo, vemo pa, da je, tako si rekel, napredovalo je fejst in zdaj bi se mogel res poglobiti v to in pa trenirati celo leto, če bi hotel dosegati neke vrhunske rezultate. Sem pa vesel, da se v Sloveniji nekaj dogaja, no, ta prva dvorana, da imaš pač lahko čez celo leto. Ni pa mogoče neke take tradicije, pa ne tudi igralcev, ki bi si upali, da bi šli v to v celo leto, ker tudi pač rabiš na koncu finančna sredstva in vsi potem rečejo, ja, bom raje te dvorano še odigral, pa na beach voleju, ko bom pa se imel fajn, pa mi ne bo problem, ker sem v dvorani ti na mesec dobil pač to, kar imaš in lahko potem brez problema ti za 2 meseca igraš odbojko na Mivki. Ja, spomnim se začetkov te reprezentance, pa recimo pred 10-15 leti so zelo radi odigrali tudi kakšen turnir odbojke na Mivki, če ne drugega, da so drugega provocirali. Zdaj vi ste sami v tej generaciji. Imate še to jedro, da še kdaj recimo se s kom dobite, pa odigrate, če ne drugega za zabavo? Pa jaz nisem igral zdaj, po moje, od lani od morja, tako da to nazadnje, kaj sem igral, je bilo s prijatelji, da bi kaj resnega. Ne, dobro, tisto evropsko prvenstvo, ko smo šla z Rokom Bračkotom igrati, tudi to je bila ena lepa izkušnja. Zdaj tu pa res nismo, niti se mi zdi, da te starejši se jim bolj ne da. Oni bi bolj šli, če bi bilo ob morju, bi mogoče kaj odigrali, pa rajše se kaj malo podružili, bi bilo bolj zabavno, ko pa da bi zdaj oni se ubijali na beach voleju. Rok, hvala za ta pogovor. Čudovit odgovornik ste, jaz upam, da tudi na koncu uspete iz svoje kariere izvleči vse tisto,
kar je v vaših željah, imperativih in ciljih. Predvsem pa želim, da bi imeli eno fantastično domače svetovno prvenstvo. Verjetno se tega zelo, zelo veselite. Ja, najlepša hvala za pogovor, za vse lepe želje in pa ja, da bomo dali vse, kaj lahko in še enkrat Slovenijo navdušili z lepimi predstavami. Ta zdravljica iz Stožic, Zdaj, ko si rekel, ker dobim kurjo kožo, že takrat pač žal me ni bilo na igrišču, je bilo pa res lepo navijati za njih, jih spodbujati iz tribune, pet zdravljico, ko jo slišiš iz grla, ne vem, 12,000-14,000 ljudi, je res, bomo rekli, en izmed najlepših občutkov in tudi zdaj, ko so jo zapeli za košarkaše, se potem spet spomniš in smo se pogovarjali, zdaj pa upamo, da bo spet taka euforija za nas in ja, najlepše pa je, če potem še zmaguješ in vzameš kakšno medaljo. Upam, da vam uspe in predvsem veselite se teh dni, ki jih boste preživeli z domačimi navijači na svetovnem prvenstvu. Hvala še enkrat za pogovor in uspešno nadaljevanje sezone. Hvala.